Tak zmatran se mi je zgledal, pol pa ta padec, ne, in To se meni zdi ena najbolj impresivnih stvari, kar sem jih sploh videl. ja, Da tako odpelješ po takem padcu. pa tudi, in to se meni zdi tudi, kot je Simon že rekel, prav neverjetno, kako lahko ustaneš v istem momentu in pol greš z tako močjo slediti in jet naprej, pa pol še napadati, pa Dober dan in dobrodošli v novo epizodo Torkovega pogovora. že 10. Najna 10. To je kar mejnik v tej poti Ja, mislim, pogovorov. Ne? saj sva kar hitro prešla, po mojem, v ene 12 tednih, 13, Ja, ne pa, ne samo enega sem spustila. samo V enkrat, 11 tednih. Tako v da. 11 tednih. In ta teden je bil zelo zanimiv. Ne? In zato sva se ta teden odločila, da bova komentirala predvsem, kaj se je zgodilo v tem tednu. Ta teden je Pogačar zmagal Strade Bianche. Ja, mislim prejšen, ampak ja, Se pravi za najbolj v pač, bistvu. ja, prejšnjo Ja. soboto. Ja, veliko se je zgodilo. Vinegar na Peresnici, tudi padel, tudi to lahko pol komentirala, sploh danes, ker že malo več vemo o tem, kaj se je zgodilo včeraj v četrtek, ker danes je petek, ne. Tako da ne moremo vedeti, kaj se bo še zgodilo do torka, ko bo to objavljeno. Ampak lahko komentira za nazaj, pa dve dirki sta, prve dve tedenski, Peresnica pa Tirreno Adriatico. Tako da pa so fokusirala tako tudi na Strade Bianche, te poškodbe, ki so oziroma Ja. padci, pa take stvari. Tako da, ja, prva je bila Strade Bianche, ne, in Pogačarova je spet pokazal, da je najboljši kljub temu, da ni bilo vseh najboljših, ni bilo Matthewa, ni bilo Van Aerta, mogoče kakšnega Evenepoela recimo, ampak je pokazal pred Pidcocku, da je najboljši. Napadel je 80 km pred ciljem. Ta poteza mi je bila zanimiva, ker recimo, da ti napadeš še enkrat na istem odseku, kot eno leto nazaj, ampak tokrat je bila ena razlika, ki sem jaz opazil, in sicer, da je ni toliko močno napadel in mu je Pidcock še lahko sledil, ker je on hotel nekoga imeti zraven, da mu bo pomagal, ne rekovajih, pride čim dlje in pol napadati, brez da se neki komplicira tam sprej z drugimi, ki so bili še ubežniki, ampak če nekdo prije tak, Pogačar v beg, pol ti ne preostane drugega, da mu sam slediš. Pomagal mu itak ne boš, ko boš itak zgubil. Čeprav lahko te pa pripelje do drugega, tretjega mesta, da mu lahko pa lahko greš pomagati. Ne. Ampak ja, v tej situaciji, ki je bilo, meni Pogačar ni izgledal prav neki zelo močen. Ne, tako, tudi malo je bil živčen zaradi hrane, ki je nekje sprejemal ob strani, mi je bil tik pred padcem, mi je bil tak malo živčen, malo je bil tak zmatran, se mi je zgledal. Pol pa ta padec, in To se meni zdi ena najbolj impresivnih stvari, kar sem jih sploh videl. ja, Da tako odpelješ po takem padcu. pa tudi moč, ki je bila. To jaz ne vem sicer, kakšna je bila. Ne? Ja, zdaj bila je velika, to je logično. Jaz se zdaj teh številk čist ne spomnim, ampak bilo je pa 6 minut. Kaj je lovil? Ja, je lovil. 6 minut in številke so bile gromozanske, krepko čez. Mislim, da je bilo 480, zdaj ne vem, ampak res za navadne smrtnike to so take cifre, da si jih mi ne moremo predstavljati. Zdaj, kaj 480 vatov recimo pomeni, to je res, mislim, 480 džulov vsako sekundo daš od sebe, samo z nogami, za toliko minut pa direkt po padcu. Padel je pa pri 70 km/h. Ja. Sej je bila hitrost, je bila velika, spodrsnilo je, mislim, zadnjo kolo je zdrsnilo in letel po tleh, pa malo po asfaltu, pa še v zemljo. Tako da to je, mislim, ne, sej, če nemaš tle, sem ti zadnjič poslal na Instagram. Ampak to so take moči, recimo jaz sem s kolesom padel dvakrat, specialko, pa se velikrat pelem, sem padel dvakrat, enkrat
sem padel malo tako, pa se mi še ne pozna nekje tukaj. Malo odrgnen sem bil, ne? In me je kar bolel, mislil sem iti 50 km, pa 400 višincev, pa sem mogel iti kar takoj domov, pa čeprav mi je glih malo kar tekla, padel sem pa pri 25 km/h in to se meni zdi tudi, kako je Simon že rekel, prav neverjetno, kako lahko ustaneš v istem momentu in pol greš z tako močjo slediti in ujet naprej, pa pol še napadati, pa makadamne ceste, v bistvu, ko ti padeš, se te kaj pa si tako pogledal? Ker je Pogačar prišel nazaj do Pidcocka. Ja, v tem času od padca do tja. Pidcock, potem, da je lahko ostal za Pogačarjem, pritiskal 500 vatov. Ja, sej, to je zelo... Pogačar je pritiskal 7 vatov na kilo za 4 minute 48, ki ga je lovil. 7x66, recimo, da ima kil zdajle, ki je malo težji. 462 vatov. Ja, no, pa 462. To je neverjetno, veliko sploh po padcu. Ja. Ker sej ni to prav zelo neverjetno, če bi sam pogledal, pele se vse v redu, ampak po padcu, ko te vse boli, sicer pol naprej te še, ne? Na začetku je še adrenalin, ampak težko, to je res težko, kaj takega izvesti, prav neverjetno. Ker na drugi strani, mislim, se je padel, on je imel, jaz sem se takoj spomnil na en tak isti incident, ki ga je imel, kaj spet gledaš, samo da dokončam to. Na Touru je pa v bistvu on isto, jaz sem takoj pomislil na, meni se je še celo na isti bok padel, na levi, ko je z Vinegardom se spuščal iz Spandelsa, meni se je klanskul Spandels na Otakam, pol naprej gor, je isto padel, ampak takrat mu je zmanjkal moči, ne. Pa tudi že logično je bil slabši kot Vinegard, tukaj je bil boljši od Pidcocka že tako. Ker padec ti ne bo nič pomagal, to, da smo si jasni, ne. Vzel ti bo veliko moči, ampak očitno je imel prej še veliko več, kot sem jaz mislil. No, v teh 4 minutah 48 je 1 minuto pritiskal 540 vatov. Ja, to je pa spet zelo veliko. Jaz sem, moja največja moč za 1 minuto je čez 600 vatov, ne? Ja. To čez 600. No, sej, jaz sem glih hotel povedati, jaz sem za 5 minut glih nekaj tazga, kot je on to vozil. Ja. Ko sem delal intervale, sem dosegel največja moč, mislim, da 420 vatov. Ja. Pa sem imel takrat skoraj 90 kil, pa treniral sem že nekaj časa kolesarjenja. Ja. Nisem bil toksičen. Ja, ni, on ni bil slab, on je bil Tako da zelo dober. 470 vatov, potem, kar se mu je zgodil, je ogromen, pa sploh za njegovo težo 66 kil. Predpostavljamo, da bo zdaj imel več kil, ker prehaja Milano Sanremo in bodo, sicer za pospešek mogoče to ni prav, ampak mislim, da moč mora biti zdaj, ki je napadel Pidcocka. Ja, to pa vem, to pa 610 recimo za minuto pa 10 sekund recimo. 630 za minuto pa 6 sekund. Ja, to sem si malo zapomnil, ja. To bi jaz v teoriji lahko držal, ne? Ampak potem najprej po kilometrih, pa pol še potem, kar se mu je zgodilo, je pa spet toliko velik, da jaz to ne razumem, kako je to mogoče. Kako lahko daš toliko močno, ker jaz, ko sem 600, recimo 650 sem jih dal za 1 minuto, ne. Sem mogel v bistvu pol se ustaviti, čakati. To je bilo na Mengeš. Na Mengeško 650. Ja. To sicer vem zaradi tega, ker jaz nisem imel powermetra, ne, ampak so ostali profesionalci, ki so javno dostopne njihova teža, pa imeli powermeter, pola zračunaš tako. Si preračunal, iz tega. Še malo sem bil težji, kot kakšen Gal Gliber, ki jih je dal 610.
Mal. Tam nekje. Ja, Ja, tam nekje 650. ja pa si hitrejši v bistvu od njega. Ja, 1 sekundo, ja. Ja. Stale padec, ja, na to me je spominil, ne, na ta spust na Turu. Medtem ko Vinegard je pa včeraj, ne, četrtek, je pa padel isto, ampak je na klancu gor, pa tudi ni nobenega posnetka o tem padcu. Ja, Tega ne moreš videti nikjer. Bil je bolj zadnji, se mi zdi, vsaj tako se govori, ali kolikor sem jaz v intervjuju zasledil. In padel naprej, se mi zdi, čeljust, pa zapestje, in on pa ni mislim, Pogačar je padel pri večji hitrosti, ampak očitno si ni nekaj toliko hudega naredil. Mislim, zelo očitno mu ni bilo nič kaj takega, kakor Vinegard, ki pa je danes odstopil, ne, tako da ga ni. In se mi zdi, da to je kar handicap, ker če imaš spet zapestje, tako kot Pogačar na tistem, je to za Tour kar problem, ne. Ma veš kaj, tako mogoče me zanima. Ja. A ti, ki se s kolesom zapelješ po tleh, Ja. a to, da prebiješ polno travo, a je to pozitivno ali negativno? Ja, Ja, najprej bolj, odvisno od asfalta, ne. Kakšen je asfalt, tam je bil gladek asfalt, kar je dober in slabo. Padel boš, ampak ko padeš, je boljš, da imaš gladek asfalt, ne. Čeprav se to zdi, ja, kaj pa je to razlika, če je res grob asfalt, je res hudo. Ampak na grobem asfaltu boš pa težje padel, logično. Če ni gladek. Ker je manjša površina stika, Ja. večjo sila pa. Ja. In Nekaj tajskega bi lahko rekel. ja, da se pa zapelješ v njivo, ja, ne vem, je to dobro, ne, jaz sem samo enkrat na tak način padel specialko, tisti prvi padec. Ja. To pošten boli pa peče in to ni dobro. Ne moreš se pol usesti, pa Ne moreš. Ni dobro več. Jaz sem šel sam domov, ne, naredil sem tisti dan 20 km in to je to. 10 tja, 10 nazaj. Pa sem padel pri hitrosti 20 na uro, recimo 25. On pa pri 70, ne vem. Mislim, poškodb ni, so pa odrgnine pa take stvari, ki zelo bolijo. Ampak ja, za naprej mislim, da ga to ne bo viral pri Milano Sanremo. Meni se zdi, da mora biti v najboljši pripravljenosti, ker tam se bo srečal s takimi, da bi se jaz pretep na en tak klanček, ki je tam jaz bi na primer Van der Poola predstavljal. Ja, jaz pa Pogačar, pa treba Ker v bistvu sta blisa, ne, sam je neka razlika. Ja, neka razlika je. Klanc na Milano Sanremo, ne vem, odvisno, kdo bo zdaj tam na Milano lahko zdržal s Pogačarjem, ker Pogačar bo napadel, ne, on je, ne vem, če bo kdo drug sploh napadel kot Pogačar. Ne, sem na njemu. Ja, tam siguran, tisti, ki bo gledal, jaz zdaj bom rekel, tako malo bom stavil, kaj se bo zgodilo. Jaz mislim, da bodo na enih 3 zelo strmih klančkih že prej bili v UAE-ovci, recimo 70 km, recimo prišli naprej in začeli dajati res težek tempo, pol pride Cipressa, pol pride Poggio in najprej na Cipressa bodo, to je težji klanc kot Poggio, 2-krat težji, mislim enkrat. Zdaj pa ne vem, enkrat ali 2-krat težji, kaj je to fizikalno, ne vem. Krat 2 težji, recimo. Krat 2 težji, no. Klanc, ki je pa predaleč od cilja, da bi Pogačar tam napadel, 9 minut, traja malo več. In tam mislim, da se je treba, tam se ne more znebiti nekih šprinterjev, pa tako. Ampak Lahko jih pa zmatraš, da nimajo več tistega šprinta na vrhu Poggija, kjer bo Pogačar spet napadel, na 8-9%, kjer je strmo, in v bistvu tako se na tak način znebiš tistih šprinterjev, zdaj ja se boš metil, ja ne vem, ker on ni čisti šprinter. Ja, in jaz mislim, da se Pogačar spet ne bo znebil in bo spet poražen, ker ne bi si upal napovedati, kdo bo z njim, ampak mislim, da mu to ne bo ratal letos.
da enostaven ni, da kolikor je on neverjeten, mu ne bo ratel, zdaj lahko se tudi motim, ne, lahko mu bo, ampak jaz rečem, da mu ne bo. Največ bi stavil. Sploh glede na to, da je zdaj pod Rajsem, ne? Ja, Kdaj je dirka? 22. v soboto, ne. Italijani imajo v soboto klasike. 22. marc. Ja, Sobota. je to sobota. Okay. Ja. To je čez en teden, ne. Ja. In jaz mislim, da mu to ne more ratati v nobenem možnem primeru. Vse je najboljši kolesar na svetu, ampak po moje vsem prelahek. Za Milano. Ja, sploh mora priti sam, na spustu ogromen riskirati. Ne vem, težko. Ker Pitcock bi znal biti zelo dober. Zaradi spusta. Po moje tudi zdržal bi do vrha, po moje. Matthew, itak, jaz mislim, da bo Matthew zmagal. Spet. Je dober še zmer letos? Pa ja, letos je eno, zdaj na terenu nastopa, ampak je pa na eni dirki, ki je nastopil tudi zmagal. V šprintu, ker je zelo pomemben. Zdaj, to veliko pove. V šprintu je zmagal, niso jih prej znebil, bilo jih kar dosti je bilo, tako da jaz mislim, da je to dober podatek za Met, ja. Pa tudi Philipsen, če pride on slučajno čez. Sedim tako bi lahko mogoče Pogačar zmagal, da bo Matthew bil med tem, a bom pomagal Philipsenu, a bom mogoče sam zase dirkal, da tukaj ne bi bil odločen in bi pol zamudil tisti napad. Ker bo napad, pa ne samo en, po moje, spodaj pa še zgori. Pomaž pa Pedersen. Kdo bo napadal spodaj in zgori? Po moje Pogačar dvakrat. Ja, sej lansko leto isto napadal dvakrat. Enkrat malo tako, recimo na sredini, pa še tik pod vrhom, tam so zaspali, ampak je Matthew nekako preključil čez in ga tam ustavil, mu ni dal menjave, da so prišli ostali, najprej Pitcock, pa še ostali. Jaz mislim, da letos bi znal, mogoče Pedersen bi bil zelo nevaren. Lani je prišel česa, ni? Ja. Pol je pa Pogačar na koncu napad, a kako je bilo? Lani se jaz ne spomnim Pedersena, bil je, sam se ga ne spomnim. Mislim, da je držal na podju. Ja, po moje tudi, ja. Sej ne bi bilo čuden, da bi on prišel v šprint pa zmagal. Ker on to, kar dela na resnici, je neverjeten. Za šprinterja zelo dober. On je tudi svetovni prvak, ne. V čem? V kolesarstvu. In to cestni dirki. Mats Pedersen je svetovni prvak. Ja, iz Anglije. Premagal, meni se zdi, da pa Trentin je bil drugi, Matthew je na tisti dirki kapituliral. Ne aktualni. Ne, aktualni ni. Aktualni Pogačar. Vsi mislijo, da zdaj Pogačar je to dosegel, ampak svetovni prvak je velik in meni se zdi, da se Pedersenu daje premalo vloge. Po mojem, vsi so pozabili, da je Pedersen bil svetovni prvak, Pogačara bodo pa vrteli še po moje pa tudi če bo samo enkrat, tudi če bo samo enkrat, bo bil in to je nekaj najbolj neverjetnega. Sej, Remko je bil 3-krat svetovni prvak, 2-krat v kronometru, pa medalj meni se 8 iz svetovnih prvenstev, ali 7. Pa z olimpijskih. Vse tudi člansko. Vse člansko. Ja, on je bil v kronometru, meni se 5 ali pa 6 medalj. Na svetovnih prvenstvih, v cestni pa 1, pa 2 zlati iz olimpijskih, meni se Remka premalo tukaj je. Ampak on bo še začel, tudi s Pogačarjem, 1-1 bo to. A on je zdaj že v redu, ali ne? Naj bi bil. To se precej skriva, ne? To se skriva. Kaj pa na resnici zdaj? Na resnici, vse sem rekel, Vinegar odstop, Pedersen se pripravlja na klance, pomaga Skjelmozeju. Ne, ampak čisto zares, Pedersen nekako trenira, koliko on lahko zdrži z najboljšimi v klanc, koliko hiter tempo lahko gre, vse to on zdaj testira, kot pomočnik. Tako da jaz mislim, da
bo ta resnica še zanimiva, sploh zato, ker zdaj Vinegarda ni. Jorgensen bo po moje zmagal, sploh ker bo vreme in zagodal in kakor jaz vem, in bodo eno etapo po moje še skrajšali ali pa odpovedali zaradi snega, tako da to bo zanimivo. Tirreno bo pa po moje zmagal Ayuso, gladko, se je zdaj život zaradi kronometra. Tako da ja, to sta te dve dirki. Kako pa kaj stave delujejo? Stave? Ja, za enim to pa ni prav dobro. Z enim sošolcem sva šla stavt, to ni dobra ideja. To ni dobra ideja, ne stavt. Sva šla stavt, ne, jaz, ki veliko vem o kolesarstvu, ne, sem ugotovil, da to tudi, če veliko veš, se lahko zelo zakomplicira in vse zgubiš. Ne, vse so zgubila samo 20-30 evrov, ampak najprej sva šla stavt. Najprej so dobila s Pogačarjem pa že ta je bila tako, on je padel, tam je bila izgubila 20 evrov takoj, ne. A je na strani Bianche? Ja, sva dobila, ja? To sva stavila, sva dobila. Pol sva šla stavt 30 evrov, to je bila pa največja napaka, ne, sva šla pa stavt na en listek, kjer sva imela dve in sicer najprej, da zmaga Jonathan Milan, ki je tudi zmagal v šprintu, ampak hkrati so klikali na še, da bo pa zmagal na resnici pred Felixom Galom Santiago Buitrago in to se ni... Ne, Ineos v skupinskem kronometru. To ni šlo in sva zgubila vse. Pa sva zgubila še s to Santiagom Buitragom proti Felixu Galu, čeprav je Gal bil slab, je on zbolel Buitrago, ne. Pa sva še to zgubila, čeprav ga bi mogel premagati. Pol sva pa, včeraj sva pa še z Vinegardom, ki je padel. Danes je pa resnica šprinterska etapa, pa nam ostalo samo še 3 evre, sva pa šla staviti vse na 7 pač dvobojev, ne, pa da jih 6 dobiva in dobiva pol malo čez 50 evrov. Dajma konc pa resnice. Pa resnica je konc ob 16:25. Tako da mi dva tega ne bova v temule pogovoru nič vedela še kaj bo, ampak verjetno bova zgubila pač. Ja, težko ne bi, ne. Težko ne bi. Šanse so 1:17,5, tako da daš 3 evre, dobiš jih 54. Ko tako razmišljaš, ne, 54x17 je nekaj in če bi takole 5krat zadev zapovrstjo, ne, veš kaj bi se zgodilo? Če bi ti dal 3 evre, pa bi 5krat zapovrstjo zadev takole šanso. Ena zanimivost, ne veš, kaj do cilja. Koliko? 3 km pa pol. Kaj? Ne. Res? Ne, se ni. Ja, lej piše. 3,4. Skoraj sem na koncu. To je danes. Ja, veš kaj, to mi ni prav všeč, ne. Ker... To pomeni, da bi tempo visok. Ne, ni mi všeč tole. Ja, sej sem vedel, sej sem ti hotel povedati, ne. Ja, torej v bistvu situacija je taka, jaz vidim tlele ne vidijo, veš. rumeno majico, mislim, tako to zgleda, rumeno majico ima Jorgensen, to pomeni, da so na klancu tlele napadali, kar pomeni, da šprinterji so tlele zadnji in ne bodo šprintali, kar pomeni še neki. Da je še večji gamble. Da je še večji gamble, ker v bistvu možnosti, da bodo se 1-1 udarjali ni, kar pomeni, da še vedno bodo mogli reči čez cilj, ampak to bo čist pomešan in ne pride več do tega, kdo je favorit. In skratka, midva so zgubila 3 evre. Ker tukaj ni, jaz kad vidim sprednjih je 16, kar pomeni, ampak zdaj to ni pomemben, ker to imava midva cel razpored, da zdaj ne veva na kaj točno. Tako da zdaj o tem malo tako govoriti. Ampak ne, stave niso, tudi če se na vse spoznaš, ni prav pametno staviti. Ampak kot sem hotel reči prej, če bi 3 evre na takole šanso zadev 5krat zapovrstjo, ne, pa bi vse, kar si zadev dal not, 5krat zapovrstjo, bi imel 3.500.000 evrov. Ampak rabiš 5krat to zadev, pa smo že zdaj videli, da ne bomo.
Pa v resnici sva midva zračunala, da šanse niso 1:17, ampak so v resnici 2%. 2%. Skoraj 2%. To je 1,6. Ja, kar ni veliko. To da ne staviti. Kar je. Ja, tako da v bistvu stave prirejajo te zadeve. Tako da so oni vedno v profitu. Pač, kaj češ drugega. Sej je pač tako. Ampak ja, zdaj se bo resnica končala, zdaj se bodo začele tiste enodnevne dirke. Pa Roglič bo začel po Kataloniji proti Vinegardu. Evenepoel začne. To je glede kolesarske sezone nekako to, nekih drugih stvari nismo videli. Se je kaj še zgodil ta teden? Ta teden bolj nič. Nič se ni zgodil. V športu, ne? V športu. Ja, mislim, se je, ne. Nika Prevc je glih danes podarila svetovni rekord v poletih. 236,5 se mi zdi, da je skočila. Ampak to zdaj ne vem, ker oni imajo kvalifikacije pa poskusne skoke, tako da najbolj svežih podatkov jaz nimam. To sam nazad ne vem, da je bilo to. Lahko sam pogledaš, ampak ja, to je kar veliko. Jaz mislim, da bo ona malo skočila čez 240. Pa kaj se je še zgodilo? Futsbal je bil, Liga prvakov, Celje je prešlo v evropski, mislim, da ligi v četrtfinale, glih včeraj po 11 metrovkah. Tako da, ja, veliko je bilo v športu, ne? A si kaj pogledal? Ja, to je že prvi trening, zdaj pa zabestela letalnici Vikersund, kamor je odpotovala želja, da bi prvič v karieri priletela 200 metrov. Ja, in pa je tako je že prvi seriji za trening, ko je z 236 metri postavila nov svetovni rekord. Ja. Za trening je daljava 236 metrov je ponovila tudi v tretji seriji. Se pravi, dvakrat je skočila čez 236. Ja. Ja, mislim, je bilo za pričakovati, da bo kar veliko skočila, pa siguren čez 200, ampak toliko veliko, pa to pa ne bi pričakoval. Kje pa to skočila? Kje je to skočila? Vikersund. Vikersund, si se prebral. Norveška, ja. Sej ženske sem tam letijo. Bodo tudi v planici ne? Ne, ki je prenevaren, no. Mislim, bolj varen je, ki je taka... Bolj položna stvar. Ja, pač bolj položna. Hrbtišče daljše, nižji si tudi, tako da je bolj... Praktično skočila v vseh 3 serijah. Ja, sej ima tudi veliki kristalni globus, je dobila. Tako da... Ja, noč, ne, to je nekako to... Zdaj pa mi, da imamo tle, če pogledate, ne? Tu mizo ima lahko mečkam tja pred tabo, pa da tam še en sedež, pa nekoga povabila. Ja, zanj je bil jaka, ne. Ja, zanj je bil jaka, ne. Zdaj bo treba pa še koga povabiti. Mislim, sej verjamem, da ima jaka tudi še veliko zanimivih stvari. Koga sta videla stavila? Zmagal je Mats Pedersen, drugi je bil Joshua Tarling, tretji je bil Sir Watson. Pedersen je bil kaj prvi? Ja. To sploh ni dobro. To je že prva, najbolj verjetna stvar, ki so jo mislila, je bila, to eno so že izgubila, ker so mislila, Merlier premaga Pedersena. To je bila prva in najbolj verjetna stvar, ki se bo zgodila. To so tako izgrešila, ja, naprej. Ni bilo nič to. Pa je bil... Pa se pa vrneva nazaj gostom. Ampak to zdaj res ni pomembno, iskreno. Zgubila sva toliko. Če nam kdo piše, lahko tudi pride, verjetno. Ja, skoraj 100%. Kakšen športnik. Ja, katerikoli. Mislim, sej tudi jaka, verjamem, da ima kar veliko zanimivih stvari še zapovedati. Sej bo še prišel. Tako da bo prišel, sej on lahko pride, kaj ne tudi koga povabiva, kaj se vi želeli, da... Ali pa če kdo ve, za koga bi bilo dobro, ne? Zvedeti o kakšnem športu več, ker sej veliko jih vem, ampak ne pa vseh, ne. Pa tudi... No, to koga bo še povabila, lahko potem tudi vidite, če se naročite, če vam je bil ta današnji podcast všeč, ga lahko lajkate. Komentirate, to bi bilo celo najbolj. Kaj povedati, ne, ker mi ne veva
čist dober, kakšen bi bil tako feedback drugih, a ne? Pa bi bilo to celo najboljše, da bi mogoče kaj popravila. Ker zdaj sva ful popravila, vse sva naredila na začetku sva hodila naokolo, ne? Ker zdaj je 10. oddaja, pa lahko tudi kaj o tem povedala. Danes je pa že čist druga luč, ne? Danes je druga luč, dober, kamera še vedno ista. Ne sprehajala se več naokolo. Nisva zadihana, ne govoriva, ne hodiva po blatu, ni mrzlo. Dober je, to je 10. Do 20. se bo še veliko spremenil. 100 tudi, ne? Pol naprej. Ampak to je že ful veliko. Ampak ja, vesel sem, da sem dobila prvega gosta že v 9. ne? To je tako... Se eni začnejo z gosti, ne? Ja, pa nisem tudi, sej ga ni bilo težko dobiti. Ja, mislim, ne. Ni ga bilo Zdaj težko. naprej bo težji. Mislim, imava še kar ene pare, smučanje lahko bi greja, pa plezanje, čeprav... No, to pa naprej naslednji teden. Ja, naslednji teden. Mogoče dobiva kakšnega gosta, mogoče ne. To je to? To je to, ne? Lep teden še naprej. Ja. In se vidimo.